Torej, zdaj smo na praktičnem primeru slišali, kako pomembni so preventivni pregledi v otroštvu za otroke, da lahko v bistvu cel potek življenja posamezniki spremenijo. Kaj vse ti preventivni pregledi dajo? Ja, ti pregledi so postavljeni na določene časovne točke in v bistvu pri teh pregledih se želi v celoti oceniti zdravje otroka ali pa mladostnika kasneje in nekako ugotoviti, kje so odstopanja, kje je treba ukrepati, kaj lahko priporočimo staršem v zvezi z vzgojo, v zvezi z zdravjem. In ravno ta primer, ki nam ga je predstavil Erik Janža, nas v bistvu vse navdihuje v tem delu, kako ravnati, kako pomembni so ti trenutki za zdravje potem kasneje v življenju. Tako da naš preventivni program, poleg teh preventivnih pregledov, vključuje še druge zadeve, druge aktivnosti, zdravstveno vzgojo, posebno obravnavo za otroke, ki se srečujejo s takimi težavami, to je družinska obravnava za zdrav življenjski slog. V tem času smo res razvili dobro obravnavo, imamo super tim, ki to obravnavo izvaja v številnih krajih po Sloveniji in res si želimo, da bi bili otroci, starši, ki so povabljeni v to obravnavo, motivirani in bi se zanjo odločili. To, kar je danes povedal Erik Janža, je pa res velik motiv tudi za vse naše sodelavce na terenu, v zdravstvenih domovih, na primarni ravni zdravstvenega varstva. To res daje nam vsem navdih in to, da tudi mi vztrajamo naprej za zdravje otrok. Ker ključno je, da v bistvu tudi starši in celotna družina, če se ugotovi takšen problem, kot je bil recimo pri Eriku Janži, da se celotna družina vključi v to aktivnost, spremeniti življenje na bolje. Ja, to je ključno. Lahko si mislite, da otrok sam ne more dosti doseči, ampak rabi veliko podporo svoje družine, pa tudi veliko podporo v šolskem okolju in cela družina veliko podpore v lokalni skupnosti. In moram reči, da v veliko področjih Slovenije je še sodelovanje s šolami, sodelovanje z občinami zelo dobro razvito. Tudi želimo te primere dobrih praks popularizirati, da ljudje vidijo, kako veliko lahko lokalna skupnost naredi za zdravje družin v svojem okolju. Tako da res si želimo dobrega sodelovanja s skupnostmi in pa seveda šolami. Športni pedagogi, načrtovalci šolske prehrane, šolske kuhinje, osebje v šolskih kuhinjah, to so ključni naši sodelavci za zdravje otrok. Tako da Slovenija ima tukaj res lepe možnosti, zelo lepo tradicijo na tem področju, po šolsko prehrano, telesno dejavnostjo v šoli, SlowFit. To nas res daje na neko posebno mesto v mednarodnem merilu. Tako da imamo veliko stvari, iz katerih lahko izhajamo v sodelovanju zdravstva, šolstva in lokalne skupnosti. Ob tem je pa vseeno treba poudariti, da pomen preventive, da se zdrav življenjski slog je najbolje dati v zibelko otroku, tako. Kar smo pa pomembni starši. Res je, tako da res starši že od samega začetka v bistvu lahko svojim ravnanjem, tudi svojim zgledom kasneje seveda bistveno vplivajo in v bistvu naslavljajo tudi vsa ta področja zdravega življenjskega sloga. Tukaj vemo, da so starši ključen zgled in ključen dejavnik na tem področju. Potem, da imajo otroci zadosti spanja, zadosti počitka, in da so zadosti vključeni v svojo skupnost, da imajo prijatelje, da se skupaj ukvarjajo tudi s športom.